imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Spoštovani katoličani, dragi brati in sestre. Večkrat sem že povedal pri pridigi ta dogodek, ki je resničen dogodek v zvezi z svetim angelom Mihajlom. Ampak sej vemo, da se je prikazoval pred več stoletji na Monte Gargano tam dol, pri svetem patru Piju, blizu svetega patra Pija in tako naprej, pa prikazoval se je v Franciji, pa tam imajo Mont Saint-Michel, goro svetega Mihajla, pa Monte Gargano v Italiji, pa tam v Angliji imajo z njega svetišče, torej cerkva svetega Mihajla, pa svetišče zelo veliko po vsem svetu, ker je pač to glavni nadangel, ampak jaz bom ta dogodek še enkrat povedal, ker vsako leto, ko o tem dogodku berem, se mi zdi zanimiv, ker vsako leto sem eno leto starejši, eno leto bliže svetom nagalihu v večnosti in eno leto bolj ga potrebujem, bi lahko rekel, za svoje življenje, da rešujem svojo dušo pa vaše duše, kajti vemo, da se svet ne spreobrača na boljše, da bi Mihajla manj potrebovali, ampak ga potrebujemo bolj, ker se spreobrača na slabše. Torej, zgodilo se je 1950 Anno Domini v Koreji. Veste, kje je Koreja, tam v Aziji, blizu tam med Kitajsko in Indijo nekje, če se ne motim. Torej, bila je vojna med severno komunistično Korejo, južno Korejo, ki je bila protikomunistična. In to vojno se je umešala seveda tudi Amerika, poslala svoje vojake in tem vojakom nekaterim rečejo pač marinci. Eden od teh marinskih vojakov, marincev, mu je bilo ime Mihajl. Bil je katoličan, njegova mama ga je naučila vsak dan moliti eno molitev svetem angelom Mihajlu in ta molitev se glasi, to je pa za me res trd oreh za prevest. Mihajl, Mihajl, tega jutra, svež zbor nebeškega okrasja, ohranjaj me varnega danes v času skušnjave od ženih hudiča proč. Amen. Kratka, lepa je danata molitev. Bomo še v angleščini prebral, ker sem se moral reči, da sem s tistim prva dvima stavkama sem se mučil, ko še nikoli pravi takole. Michael, Michael of the morning, fresh corpse of heaven adorning, keep me safe today and in time of temptation drive the devil away. Amen. Kako to prevest of the morning, to razume Mihajl tega jutra, ampak fresh corpse of heaven adorning. Tu prevedi, pa se lahko na glavo postaviš, pa ne boš mogel prevesti pravi. Ja, jaz sem pač prevedel svež zbor nebeškega okrasja. Tako je dobesedni prevod. Kaj pa Američan misli, ko to sliši, pa samo on ve, kaj je v Ameriki rojen. Ko sem bil v Ameriki, je enkrat en profesor iz Argentine, ki je bil indijanskega rodu, je znal dobro angleško, se je bil profesor, angleško predaval, sem hodil na predavanja v našem semenišču v Vinonu, tako da bi še v Vinoni. Pa nekaj ni videl v angleščini, kako je, on je pač govoril španščino drugače, to je njegov domači jezik. Pa je vprašal, vi, ki ste Američani, pravite, dajte povejte, kako se tole reče po angleško pravilno. Pa so bili vsi tiho. Pravi, kako je zdaj, povejte, ne? Pa se en Američan se oglasi, en najstarejši od njih pravi tudi za nas, Američane, je včasih angleščina problemi. Kaj šele za tiste, ki nismo. Dobar je. To se pravi, ta Mihajl je šel torej v to vojno in potem so imeli, on rešijo scouting. Imeli so pač boje s temi korejskimi komunističnimi vojaki, ki so jim rekli komiji, na kratko komiji, rečeno komunisti, komiji so jim rekli. In ta Mihajl je šel, šli so tam po neki gosti, bil pa neka planjava, pa tam pa megla je bila, pa začel je sneg padati, zelo mrzlo je bilo, on napisal to svoji mami v pismu, kaj se je dogajalo, pravi, in naenkrat, pravi, se mi je pridružil moj sovojak Marinc, pravi, in sva šla skupaj. Pravi, ta sovojak Marinc je bil velik 193 cm pa 4 cm. Se pravi, da je bil zelo velik, pravi, zelo močan, v skladu s tem tudi grajen, pravi. Pravi, in ko je prišel meni, pa šla skupaj, sem se počutil bolj varnega, razumljivo. Poleg tega dva sta bila. No, pravi, in potem sva hodila, pravi, in potem je vprašal, seveda začela se pogovarjati, in je rekel, on je pravi, ja, mrzlo, seveda. No, potem pravi, poslušaj, pravi, ta Marinc, ta manjši, pravi, Marinc, pravi, poslušaj, jaz poznam vse v svoji četi, pravi, tebe pa ne poznam, nisem še nikoli videl. Pravi, ja, pravi, sem se šele zdaj, nazadnje sem se priključil v tvoji četi. Aha, pravi, Mihajl mi je ime, pravi, meni tudi.
No in potem pravi, sta šla skozi, potem pa pravi ta Mihael, ta velik, pravi, bliže prišle bodo težave. Pravi, potem pa pravi pa sneg začel padati, pravi, da se sneg bo kmalu nehal padati, pa sem mislil, pa ta mali pravi, pa Mihael pravi, čudno se mi zdelo, kako on to ve, da bo sneg nehal padati, pa do težave prišle, pravi, pa jaz, ko sem hodil, pravi, kako je vojaška oprema, ko vi ne veste, ko niste bili v vojski, jaz pa vem, ko sem imel vse gor, ko imaš gor vse tisto čelado, pa vse na seb gor, pa na hrbtnik, pa tisto ašovče, lopatko, pa pišteklje, pa tudi naprej ne znam slovenski izrazov, ker smo samo hrvaške uporabili, hrvaške. Potem je zelo težka zadeva, pravi, jaz sem supihal, pravi, da se tista megla šla iz mojih ust, pravi, ta Mihael te veliki je bil pa zelo dobri formi, ker se sploh ni videla, kaj sploh diha. Potem pa greva naprej, pravi, naenkrat, pravi, se pred nama prikaže 7 komijev, pravi, s puškami uperjenih proti nama. Pravi, jaz sem zakričal, Mihael, dol in ne sklopi, seveda, ko vojak mora, če je nasprotnik, mora dol past na tla, se uleči na tla v trenutku, se past mora dol, ne uleči se pa past dol. On je padel dol, on ta velik Mihael je pa kar stal zraven njega. In seveda ta misli, da je te trto strahu, ne, da to stoji, ker da se je strašno tistih komijev 7. Pravi, in oni so začeli streljati, seveda na ona 2. On je pa seveda se dvignil gor, pa onega ta velikega hotel dol potegniti. Tisti narod, ko je dobil metek, ki je dobil naboj v svoje prsi in je bil ranjen in je čutil, kako ga je nekdo položil na rahlo, nežno dol na tla, na zemljo, pravi, in ko je pogledal gor, se mu je zdelo, da tisti Mihael veliki, da maha krila in da ima v rokah meč, ki se je skril v neštetih iskrah, je rekel. Pravi, in potem sem izgubil zavest. Zaradi rane, ki je dobil, prsi je bil ranjen. Ni bil smrtno ranjen. No in potem se je zbudil v bolnici. Se pravi, da so mu tisti naboj ven zlekli, če je ostal noter, če ni šel skozi. Da so mu ven zlekli, ampak pa šel ga seveda obiskati njegov poveljnik, s njegovimi sovojaki, iz tiste skupine, kjer je bil. In pravi, in poveljnik, ko so se pozdravili, pravi, ga vpraša, pravi, ti, kako ti je pa to uspelo? Pravi, kaj mi je uspelo? Pravi, kje pa je Mihael? Pravi, kje je Mihael? Pravi, tisti, ki je bil z mano, ko smo šli v boj. Je rekel, pravi, poslušaj, jaz poznam vse svoje vojake in moje četi in moj srđen, se pravi, narednik je bil tisti njegov poveljnik, pravi, moj četi in nobenega Mihael, ti si edini Mihael moje četi. Nobenega drugega ni. Jaz sem tebe tudi opazoval, ker tisti ki poveljniki imajo seveda daljnogled, pa da opazuje svoje vojake, kaj delajo in tako naprej, kako to poteka tisti boj. Pravi, jaz sem tebe več čas opazoval, ti si odolil naše čete, pravi, in s tabo ne bilo nikogar, ti si bil sam. Pa pravi, pa ga še enkrat vprašal, ti, kako ti je pa to uspelo? Pravi, pa koga mi je uspelo? Pravi, koga se delaš, pravi. Okrog tebe je bilo vseh 7 komijev je bilo mrtvih, pravi, in vsi so bili pokončani z mečem. In potem piše svoji mami, pravi, pismo, pravi, mama, takole je bilo. A je bila bolečina, a je bil mraz, a je bilo sonce, karkoli je že bilo, ampak takole je se zgodilo. In tisti kaplan, ki je bil, veste, da so ameriška vojska imela takrat, seveda, če še imajo še danes, no, imela seveda katoliške kaplane in ta kaplan je bil oče Walter Maldi in ta kaplan, monarški kaplan teh marincev, Walter Maldi, je šel pa je to preveril, ta dogodek pri tem poveljniku in vse se je ujemalo. Se pravi, da se je to res zgodilo. Vidite, in ta dogodek meni ogromno pove. Vidite, kakšen nauk ima ta resnični dogodek. Vidite, kakšen nauk ima. Prvič, da obstajajo angeli. Vidite, boste rekli, za tega nam ni treba govoriti, gospod Mašek, to mi vemo, pa verujemo. Lepo. Ampak ker mi angelov ne vidimo, potem po tistem angleškem pregovoru out of sight, out of mind, se pravi, če nekoga ne vidimo, potem o njem malo mislimo, pa malo razmišljamo. Vidite, zato se zgodi lahko, da mi na svoje angele, varuhe pozabimo, ti, ko bodo imeli zelo god, pred naslednji teden pozabimo, ker jih ne vidimo s svojimi telesnimi očmi. Vidite, zakaj mi angela ne vidimo s svojimi očmi? Vidite, to je posledica izvirnega greha. Pred izvirnim grehom vemo, da sta se Adam pa Eva pogovarjala z Bogom, brez problema, vidite, molitev je bila nekaj samo posebno umevnega pogovora z Bogom, ker Bog je pač nujen stvarnik bil,
stvarnik. Vidite, po izvedenem grehu, vidite, imamo pa probleme z molitvo. Je pa molitev, dobimo pa molitev ponavadi za pokoro, ko gremo v spovedi, tudi jaz. Ko grem spovedi. Vidite, zakaj? Zaradi izvedenega greha, ker to je posledica. Vidite, pred molitvijo ni bilo nekaj problemov, Eve se pogovarjati s hudičem, s padlim angelom, vidite, danes imamo seveda probleme, ker angelov ne vidimo. Moramo pa verovati, da jih imamo in imamo jih, ker so mnogi svetniki pa angele varuhe videli. To pravi, vidite, v tem primeru se je torej nadangel Mihael, ki danes praznuje. Tamle ga imamo sliko, imamo veliko sliko iz Monte Gargana. Ja, vidite, se je nadangel Mihael prikazal marincu Mihaelu v podobi vojaka z vso vojaško opremo. Vidite, in to angel zmore, ker mu Bog daje to moč. In on lahko intervenira na vseh koncih sveta, kadar hoče, ker za njemu ni potrebo letati sem pa tja, čeprav ni se prikazal s krili. Drugače s krili, vidite, zato, da vemo, da jih razlikujemo od ljudi, od svetnikov, vidite, ampak on lahko intervenira kjerkoli, kar hoče, ker so pač to nebeška bitja in so več čas, kot pravi evangelij, vidite kaj, gledajo obličje nebeške, se pravi, da so deležni blaženja gledanja Boga. To, kar mi bomo še deležni, komu prišli nebesa. Oni so deležni, se pravi, naš angel varuh se nič ne dolgočasi, ko nas varuje, ko je ves čas z nami, tudi smo mi strašno dolgočasni, njemu ni dolg čas, zakaj? Ker je ves čas deležen blaženja gledanja Boga. Zato mu ni dolg čas. Ja, ampak Bog je pač določil, da če hočemo, da nas varuje, pa prosi za nas, pa je z nami, oziroma z nami je, da nas varuje, pa prosi za nas, da se mu moramo priporočati. Ja, to za angele varuhe vrat, to govorim zdaj. Ampak vidite, sveti angel Mihael je pa patron, se pravi zavetnik katoliške cerkve iz enega izmed 9 korov angelov. Torej, obstaja 9 korov angelov, s tem, da je vsak angel vrsta zase, se pravi, popolnoma enkratni angel, zase, vidite, in je iz kora nad angelom. Imamo ti kori angeli, so serafini, kerubini, potem kaj so potem gospodstvo, oblasti, moči, knezi, pa angeli nad angeli. Vidite, 7 korov angelov je. Pa nisem kakšnega preveč ali pa malo povedal. 9 kor angelov je, no in ta je iz kora nad angelo, ki je drugi kor nad angeli. Angeli varuhi so ta 9 kor, potem so nad angeli, pa so drugi najvišji kor angelov je kor serafinov, ki so ves čas nebeskih. Angeli imajo pa opravka z nami ljudmi. Medtem ko on drugi kori, ne. Vidite, to se pravi, ta Mihael, drugi nauk, vidite, je, da moramo moliti angelom, varuhom, svetim angelom Mihaelu tudi seveda, da nas varuje in lahko posreduje za nas. In moliti k njim. In ta sveti Mihael Marinec je molil vsak dan to kratko molitev, kar sem vam povedal. Mihael, tega jutra za svež zbor nebeškega kralja, ohrani me varnega danes in v času skušnjave od ženi hudiča proč. Amen. Vidite, to molitev lahko vsak zmoli v pol minute, vidite, vsak dan, ali pa kakšno drugo, ali pa isto molitev, vidite, ki jo je papež Leon 13. določil, da se moli po vsaki tihi maši. To mi molimo po vsaki tihi maši, da prvi petek v soboto, ampak seveda po koncilu modernisti pravijo, da katoličani nimamo nobenega sovražnika več, da smo vsi na poti v nebesa in tako naprej. O sovražnih se več ne govori, o angelih čim manj, zato so vsa imena angela vrgli ven iz svete maše, kjerkoli so mogli, vse to so brisali in seveda tudi izbrisali z levo roko molitev po tihi maši. Torej, za moderniste sveti angel Mihael več ni potreben. Hudičev, eni teologi, modernisti so rekli, eni celo napisal knjigo z naslovom Slovo v nemščini, slovo od hudiča. Ja, se pravi, so učili nekateri teologi, po mojem tudi tisti, kaj je že, vse. Ja, da hudiči pravzaprav sploh ne obstajajo, da to se to pač človek sem izmislil, ne. Pa me zanima, kdo je potem preganjal svetega Janeza Marija Vianneyja, ko je tolkel po njegovih vratih, pa ga tam preganjal, pa vlačil po sobi, sem pa tja bomo vhod, pa tisto sobo mu zažgal, če so bili varstvo, svetlice so videli, kako je strop še zdaj danes črn, ne od tistega, ko ga je zažgal. Se pravi, to je
napravljeno nekaj, kar sploh ne obstaja, ne za moderniste. Vidite, modernizem je popolnoma skregan zdravo pamet in zdravo logiko. Pravijo, da to, da vključi sploh nekateri, ne vsi, da ne obstajajo, ampak seveda to, eni pravijo pa, da je to največja prevara hudiča, da ljudi prepričajo, da ne obstaja, potem pa dela, kar hoče. Tem se reče v ribarju v kalnih vodah. Vidite, tretji nauk je, se pravi, drugi nauk, da moramo moliti. Tretji nauk je, vidite, da nas angeli varujejo, sveti angel Mihael, varujejo pred vidnimi sovražniki in pred nevidnimi sovražniki. Ta marinec ga je prosil, pravi, ohrani me varnega danes v času skušnjave, od ženih hudiča proč. Se pravi, ko pride skušnjava, je treba poklicati na pomoč Jezusa, Marija, Jožefa, angela varuha ali svetega angela Mihaela. Poklicati na pomoč. Seveda na pomoč bo poklical pa samo človek, ki je ponižen in prizna, da se sam ne more braniti pred tem hudiči, pred temi skušnjavami, da potrebuje Božjo pomoč. Če kdo misli, jaz sem iberales, jaz zmorem vse, briga mene Bog, pa njegova pomoč, pa njegova milost, jaz se lahko sam branim, sam pri namestu, temu se reče pelagianizem, to je kriva vera, vidite. In ljudje, ki pravijo, da ne verujejo Boga, zato ker oni so močni, zdravi in tako naprej, sami se lahko branijo, niso takšni slabiči, pa šibki ljudje, pa slabi ljudje, kot so tisti tradicionalni katoličani, ki se kar naprej k Bogu zatekajo, pa kar naprej molijo, pa prosijo. Oni sami lahko vse naredijo, ampak seveda potem pa imaš vprašati, kako živijo, pa živijo seveda, ko da raš bolj znega nikako. Se pravi, mi moramo biti ponižni, priznavamo, moj Bog, sam ne morem od sebe, ne morem se boriti proti izkušnjavam, sploh pa ne proti nečistim izkušnjavam, vidite, ki so najbolj nevarne, kajti Marija v Fatimi pravi, da največ ljudi pride v pekel zaradi nečistosti. Torej, Mihael je patron katoliške cerkve in tudi patron, nas tradicionalnih katoličanov. Zakaj? Ker cerkev je tradicija. Brez tradicije cerkve ni. Vidite, se pravi, da je patron tradicionalnih katoličanov in seveda patron naše tradicionalne katoliške maše in v rekviem maši, vidite, se Mihael vedno omenja v samem kanonu. Medtem, ko se pri tridentinski maši, pri vsaki maši omenja kaj? Takrat, če se spomnite, ko je smolni konfitor, pa molijo ga tudi ministranti, ko rečemo in svetega Mihaela, prosim, naj mi pomaga, vidite, naj mi pomaga. Pravi, pri vsaki tridentinski maši se zatekamo k njemu, pri Novosolu maši pa seveda ne. Zdaj, kako danes, kakšne pridige imajo nas modernisti, ne zanima, to je njihov problem, ampak glede na to, glede na modernizem, seveda, ga kaj dosti ne morajo častiti. No, se pravi, zatekajmo se torej temu nad angelom, jaz vsak dan zmolim, ne vem, koliko, 3 daljše molitve, od papeža Leona 13. molim tisto dolgo molitev za egzorcizem, pravzaprav egzorcizem, kjer se omenja pa še eno krajšo molitev Leona 13. tudi Mihaelov se omenja, pa še cignam. Torej, kaj sem še hotel reči? No, in današnji evangelij pravi, ko so Jezusa vprašali njegovi apostoli, pravi, kdo je največji v nebeškem kraljestvu. Vidite, to jih je zanimalo. Kdo je največji? No, je največji v nebeškem kraljestvu. Če bodo oni med največjimi. V nebeskih nobene zavisti, zapomnite si, tisti, ki imajo večjo svetost, tisti, ki imajo manjšo svetost, neč ne zavidajo, vsak je popolnoma srečen, vsak v skladu s zaslugami, ki si jih pridobil, v skladu z ljubeznijo, ki jo je na tem svetu vidite, gojil do trojnega Boga in zmezdo Boga do bližnjih. V skladu s tem. In noben ne zavida nobenemu, nobene zavisti, nobenega tekmovanja, nobenega, kdo je višji, kdo je manjši, to je samo na tem svetu. Vemo, da vsako košnjak ima svojo hierarhijo, kaj še so tudi cerkev ima svojo hierarhijo, vsaka družina ima svojo hierarhijo. Pač tako je, na tem svetu mora biti. A v nebesih imamo pa hierarhijo trojedini Bog, sveta družina, angeli, svetniki. Vidite, se pravi, moramo biti, in Jezus pravi, kdo bo torej ponižen kot ta otrok? Otrok je seveda ponižen po naravi, zakaj? Ker je pač fizično zelo majhen, šibak, popolnoma odvisen od svojih staršev oziroma rednikov. Vidite, zato ipso facto, nočeš, moraš biti ponižen. In ponižite. Pravi, kakor je otrok po svoji naravi, ker je otrok ponižen, tako moramo biti vi postati kakor otroci ponižni pred Bogom, biti se tudi čisti, nedolžni, brezgrešni pred Bogom, kot so oni pač po naravi, ne po zaslugas. Po zaslugas vidite ponižni
in čisti kot otroci, da pridemo v nebeško kraljestvo. No, zdaj pa pogledajte, kaj počnejo LGBT-jevci. Majhne otroke, predšolske otroke, v vrtcih, pa potem v osnovnih šolah, pa tudi v Sloveniji hoče, vidite, pa v srednjih šolah in tako naprej, pa na višjih šolah, vidite, te otroke mladi ljudi prepričujejo, da lahko zamenjajo spol kadarkoli hočejo in potem jih kemično najprej kastrirajo in potem še fizično kastrirajo in potem mnogi ti mladi kot odrasli naredijo samomor, končajo na norišnicah, vidite, oziroma imajo problem se življenja, če sploh živijo naprej. Vidite, to je, če ni to pohujšanje majhnih otrok, pa mladih, potem pa kaj pa je. Pa jih prepričuje, vidite, da so lahko kjerkoli spomnili, vidite, to je tisto, kar pravi jaz, boljše bilo, da tem ljudem dali mlinske kamne okrog vratu, pa jih vrgli more, kot da to počnejo. Kaj ti vam povem, tisti ljudje, ki to počnejo, tisti ljudje so na poti v pekav in tisti ljudje se bodo zelo, zelo težko rešili. Zelo težko. Bog mora res napraviti izreden čudež, da se ti ljudje lahko rešijo. Če se gleduje s tem s Božjo milostjo, če ne, se pač pogubijo. Vidite, in potem imamo še to pohujšanje na izjave našega papeža Frančiška, vidite. To je ravno tako pohujšanje, ki je pa seveda pogubno pohujšanje. To je izjava, vidite, da vse vere vodijo k Bogu nebesa. Škof Šnajder je rekel, pravi, ta izjava je direktno v nasprotju z vsem evangelijem našega Gospoda. Direktno v nasprotju. Ko sem že zadnjič rekel, ta izjava je herezija, je kriva vera, v nasprotju vsem, kar je Jezus učil, kar so apostoli učili, kar Cerkev učila vseh 20 let. Do drugega Vatikanskega koncila modernisti, pa seveda to sprejema. Zdaj pa pogledajte, ne vem koliko milijonov katoličanov, pa je, da je na svetu okrog 1,4 milijarde katoličanov, se pravi krščenih, ki se pravi po imenih katoličanov. Zdaj pogledajte, če je od teh 1,4 milijarde, to se pravi, koliko je to, ena petina, ena četrtina človeštva. Če je teh 1,4 milijarde katoličanov, ki so zvedeli, kaj je papež rekel v Singapurju, zvedeli so po moje, večina je pa zvedela, ker danes povemo, kar papež reče na nekem koncu sveta, jutri je cel svet. Če je recimo, da je 300 milijonov katoličanov poverovalo, da so vse vere dobre za nebesa, je 300 milijonov katoličanov postalo heretikov in so s tem ipso facto bili ekskomunicirani, stopili na pokano 1364, paragraf 1, vidite, stopili na pot pogubljenja in če bodo umrli takšni krivi veri, so objektivno vsi pogubljeni. Zdaj mi povejte, če ni to pohujšanje, ali je pohujšanje. Da spraviš se na izjavo 300 milijonov katoličanov na pot v pekel in to od papeža, ki bi moral kaj? 1,4 milijarde katoličanov spraviti na pot, ki vodi nebesa, ne pa pekel. Vidite, in od slovenske krščanske konference niti mu ni bilo do današnjega, niti mu. Samo škof Šnajder je nekaj rekel, pa nadškof bi ga pa ja, pa še nekaj škofov je še nekaj, hvala Bogu je reklo, pa še nek kanonik, vidite, so rekli, ampak mitske, majhna mašina, vidite, vsega tega. Namesto, da bi cel katoliški svet skopil, cel svet škofovski svet, vsi kardinali, da bi skočili po koncu, pa rekli, sveti oče, to ne drži. Vemo, da je tam, kaj je 1400 tam nekaj, ko so bili papeži v Franciji, v Avignonu, ko se reče avignonski služnosti, v avignonskem znanstvu, vidite, da je en papež začel učiti, in to pri pridigah okrog Božiča, da duše tistih, ki so umrli in ki so zato, da pridejo v nebesa, da morate duše čakati do sodnega dneva, da bodo šle nebesa. Čakati do sodnega dneva. In kaj se je zgodilo? Cel katoliški svet je skočil po konc, sveti oče, mislim tisti, ki so teologi, dominikanci, frančiškani, so skočili po konc, sveti oče, tega cerkev ni nikoli učila, to ni tradicija, to ne more biti res, to ni res. Tiste duše, ki so za nebesa, so nebesi, ker je nebesa, tisti, ki so za skozice, gre skozice, tisti, ki so peklo, gre pa tako pa smrti. Ne, papež je šel, pa enega od njih celo v zapor. Vem, takrat je bilo drugače, takrat je bilo papež lahko v zapor gore hotel. In ga je dal zaprijeti v zapor in je bil v zaporu. Pa so, kljub temu, vidite, so rekli, ne, sveti oče, tako je. In potem, ko je bil na smrtni postelji, ko je zbolel, je poklical vse tiste svoje okrog sebe in je rekel, pravi, da se odpoveduje tistemu krivi veri, ko je učil, pravi, in da sprejema vero katoliške tradicije, vidite, in je potem umrl in je dobil odvezo
in je umrl, vidite, v pravi veri. Vidite, ampak učil je pa ne vem, koliko časa učil to svojo krivo vero. Kaj pa naš papež Frančišek, se je že kaj sprobodno, še ne idemo moliti za njega, drugače bo še naprej, vidite, tu še in seveda pohujševal. Vidite, ker če je nek odraz, če jaz slišim to, kaj papež reče, jaz vem, kaj to je. Če vi slišite, bodo rekli, aha, gospod Maščik bo že povedal, kaj je, to je tako pa tako, kot Cerkev pa tradicija štet. Kaj pa, ko to slišijo modernisti, ja, bodo rekli, papež je rekel, če papež reče, je to zlata resnica, se pravi, vse verovne nebesa, ni res. To je hudičev naš, ki vodi upaka, Bog nas umaril, vidite, pred herezijo. Zato je Škof Schneider napisal knjigo, najnovejšo knjigo z naslovom, kaj? Flee before heresy. Bežite pred herezijo. Bežimo pred herezijo, vidite, in Bog nas umaril pred njim sveti Nagel Mihael, ki nas zgoduje, vse najboljši sveti Nagel Mihael, vsak zgriba srca naše duše, vidite, in varuje nas, in moje mene, moje vernike pred herezijo, pred herezijami, pred pohujšanjem, pred hudiči, pred vsem vidim sovražniki zdaj, in do naše smrti, in bomo prišli na nebesa k tebi, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.